Pred nami je volilni molk, za nami pa teden, ko so kandidati na predsedniških volitvah še zadnjič skušali prepričati volivce, da naj glas oddajo prav njim. Kandidature so že morali vložiti tudi kandidati za župane, vse kaže pa, da bomo do konca leta na volitve nekateri morali še 5-krat. Z vami sem Peter Marše, z menoj pa Bojan Požar, ustanovitelj portala Požar Report in eden najbolj informiranih novinarjev v Sloveniji. Vi pa gledate Odmev tedna na Domovini. Skratka, v nedeljo se odpravljamo na volišča, 7 kandidatov imamo. V letošnjem letu so vse te volitve, ki smo jih imeli, torej zdaj že državnozborske, zdaj predsedniške, zaznamovale ene serije, množice raznih soočenj. Prav neka inflacija se je zgodila, praktično vsak medij, ki obstaja, skoraj je izvajal soočenja. So ta soočenja sploh še imela ta vpliv na volivce, kot smo ga bili vajeni morda v preteklosti, da se recimo na 1-2 soočenjih odloči, kdo bo potem prišel v parlament ali pa v drugi krog volitev, ali se to že izgublja? Ja, mislim, izgublja se po mojem to, da je 1 ali 2 soočenj, da ste odločili, ne? To, kar recimo, ne vem, skuša RTV Slovenija ali pa Pop TV predstaviti, ne? Zdaj pa nas se bo pa odločili, ne? Po mojem to ni več tako, ne? Ker zdaj je res cela poplava teh soočenj, ne? In ljudje, koliko vidim, pač pripravljali so to zlasti ta videoprodukcija in tako dalje, ne, spletna produkcija, ampak koliko sem zdaj pač nekako imel občutek, no, po teh volitvah, da so ljudje nekako že naprej odločeni, ne. To je recimo bil nek pokazatelj tudi, da je zelo veliko ljudi prišlo gledati, prišlo na predčasne volitve, ne, kar pomeni, da niso čakali, ne, ta zadnja soočenja, ne. In tudi to, ko vidim, no, tako, ko se pogovarjam z ljudmi, ne, pač veliko komuniciram, pa se mi zdi, da ta soočenja se spremljajo, ampak načeloma se spremljajo bolj tako, ne, z levim očesom, ne, ni zdaj več to taka zagrizena koncentracija, da bo vplivala na tvojo odločitev, ne. No, kar je bilo zanimivo tudi recimo... Pa še to, recimo, se mi zdi zanimivo, zadnjič sem gledal news, ne, zdaj ne vem, na kateri televiziji je bilo, ker so intervjuvali ljudi, ki so prihajali iz predčasnih volišč, ne. In sem prvič kaj takega videl tako na televiziji, da pač nekdo tako reče, ne, ena gospa, je pač na vprašanje novinarke, ne, če ste se že, mislim, bili ste na predčasnih volitvah, kako ste se kaj odločili, pa tako dalje, pa rekla, jaz sem šla najprej k maši, je rekla, ne, ampak čisto resno, tako, jaz sem šla najprej k maši in mi je Bog povedal, ne, koga naj volim, ne, ona novinarka je kratko malo se je roka, sem videl detela, ampak hočem reči, ne, na nekatere ljudi pač vplivajo druge stvari, ne soočenja televizijska. Ja, tudi recimo zanimivo je bilo v teh soočenjih v letošnjem tej kampanji predsedniške volitve, pravzaprav smo velikokrat spremljali neke soočenja na teme, ki sploh recimo se ne nanašajo na predsedniške volitve, so se recimo kandidati morali opredeljevati do kupa enih tem, na katere kot predsedniki recimo sploh ne bodo imeli vpliva oziroma ne spadajo, ne, v njihove pristojnosti. To je bilo, se mi zdi, meni osebno se je zdelo najbolj to vidno, ne, v tistem prvem soočenju na TV Slovenija, ko sta ga vodila Igor Bergant pa Manica Janežiča Božič. Ona dva sta spraševala te predsedniške kandidate oziroma kandidatke to, kar se je zgodilo včeraj, ne. Zdaj, ali bila to, nista bila pripravljena, je bil to nek rezultat tega, kar se pa zdaj dogaja, ne, nek protest glede na to pač, kar se dogaja na RTV Slovenija, to ne vem, ampak bom rekel, z tega vidika je bilo katastrofalno, ne, ampak vse koncev je tako, no, predsednik je tudi taka neka simbolna figura, ne. V bistvu si ljudje, po mojem, čisto natančno niti ne vedo, ne, kaj strogo so njegove pristojnosti in pač nekako vidijo, po mojem, v predsedniku nekega človeka, ki lahko ali odloča o vsem ali pa o ničemer, ne. In po mojem zaradi tega to je malo težko zdaj definirati, kaj se naj te predsedniške kandidate sprašuje, ampak mogoče še nekaj pozabil reči pri teh soočenjih. Se mi zdi, da so zdaj na teh soočenjih najbolj razočarali tisti, za katere se je mislil pa predvidevali, ne, tudi analitiki smo o tem govorili, da bodo na teh soočenjih zablesteli oziroma briljirali, ne. Recimo konkretno Nataša Pirc Musar, ne, ki je veljala za izjemnega retorika, ne, ampak na teh soočenjih je bila v bistvu slaba, ne. Glavnem po mojem zaradi tega, ker je pač prvič naletela na neka vprašanja, ki niso bila pogoda, no. Ona je pač prej imela ves ta auditorij odprt in je lahko govorila, kaj je hotela in ko vse te stvari. In podobno tudi je veljala za Milana Brgleza, ne. On je recimo, ne, izjemno slabo izpadel na teh soočenjih, ne, medtem ko so jih nekateri drugi znali, bom rekel, na svoj način ful dobro izkoristiti, ne. Recimo Logar konkretno jih je izkoristil ta soočenja na ta način, da v principu
pokazal neko volilno kampanjo, neko stabilno volilno kampanjo, ker ni padel na provokacije, ne, in to je bilo najbolj očitno teh soočenjih. Mrtvo hladno je stal tam, te novinarke v rdečih kostimih, ne, so belskale nanj, ne, on pa v principu niti ni trzno. Tako da na nek način se je na teh soočenjih vsak v bistvu pokazal, ne, kaj je pravzaprav nekako da volivcem, ne, v okviru te volilne kampanje. Zdaj, Milan Brglez in Nataša Pirc Musar sta nekako največja rivala, kot se kaže tudi nekako največji spopad pravzaprav se bije med njima in hkrati tudi med njunima zaledima. Ne. Zdaj, v tem tednu smo še enkrat videli ta recimo besedni dvoboj med na eni strani nekdanjim predsednikom države Milanom Kučanom, ki je podprl Natašo Pirc Musar, in Robertom Golobom, predsednikom vlade, ki je podprl Milana Brgleza, in pravzaprav se jeziv na podpornike Nataše Pirc Musar, češ da rušijo enotnost na levici. Predlagam, da si pogledamo zdaj to izjavo. Čas je za žensko. Prepričan sem, da bo Nataša dobra predsednica. Da takrat, ko razbijamo levo sredino, pripeljamo na oblast avtoritarce. Jaz sem mislil, da je to sporočilo bilo konzumirano in razumljeno od vseh. To, da nekateri zelo zreli ljudje tega še vedno ne dojamejo in da ne razumejo, da takrat, ko se povezujemo na levi sredini, je tako povezovanje potrebno brezrezervno podpreti, je meni pač enigma. Levica ni nekako enotna, koga bi odprli, tle se nek ta močna trenja zdijo po eni strani, po drugi strani pa celo smo bili priča nekemu temu schizofrenemu, recimo schizofreni podpori, recimo Milana Kučana po eni strani najprej se postavil za Natašo Pirc Musar, ji dal podpis, stal pri njeni kandidaturi, in potem, ko je prišel v igro Milan Brglez, je podprl tudi Milana Brgleza, napovedal njemu podporo, ne, zdaj na koncu pa spet Nataši. Ne. Kako si to razlagati, recimo, kje je to? Jaz mislim, da to ni čisto schizofreno, ne, ker ne znam si predstavljati, da bi zdaj Milan Kučan po vseh teh letih karijere, ne, zdaj pri 80 letih politične karijere, izkušnji, ki jih ima in tako dalje, ravnal schizofreno. Jaz mislim, da on to dosti natančno premisli, kaj počne in kaj v nekem trenutku počne. Ne. In tudi zdaj ta odločilna zadnja podpora Nataši Pirc Musar se je po mojem zgodila pač verjetno zaradi nekih različnih okoliščin, ne, ampak nek element tega po mojem je bilo tudi neko dejstvo, da si je on po mojem način zračunal, kdo bo iz levice prišel v drugi krog. Ne. To je bilo po mojem natančno jasno. Zdaj, verjetno mu je ta njegov sodelavec Niko Toš, ki se ukvarja s temi raziskavami, do decimalke natančno zračunal. No. Jaz sem recimo ravno včeraj dopoldne govoril z eno od njegovih tesnih sodelavk, Kučanovih, ne, in tam je bilo kar stabilno razpoloženje, prepričanje, še preden so te zadnje ankete ven prišla, da bo Nataša Pirc Musar zmagala. Ne. Vidim pa, vsej po tistem pogovoru najnem sem videl, da so malo zaskrbljeni zaradi Logarja, ne, ker me je vprašala, pa mislim, da ni bilo neiskreno vprašanje, če mislim, da je možno, da Logar zmaga že v prvem krogu. Ne. Ker pomeni, da so se oni preigravali tudi za možnost, da lahko Logar recimo poseže tam nekje do 45%, kar sicer mislim, da ni možno, ampak hočem reči, vsa ta schizofrenija navidezna, ki je nastala na levici, je nastala tudi zaradi tega, ker so vsi podcenjevali Logarja in je Logar v bistvu pokazal med kampanjo več, kot so oni morda mislili, da bo. Ne. Ne, in tudi vem, da je pač, mislim, da je pa vas v intervjuju v tej vdaji je Lojze Peterle rekel, da se bo Logarju zgodilo enako, kot se je zgodilo njemu, ampak mislim, da ne. Logar ni Peterle in Peterle ni Logar in tukaj je zgodba bistveno drugačna, kot je bila takrat leta 2007. Ne. In tudi to, bom rekel, ta spopad na levi med Brglezom in Natašo Pirc Musar je tudi na nek način, bom rekel, odraz nekega, po mojem, napačnega prepričanja, da bo avtomatično na koncu postal predsednik republike tisti, ki bo zmagal v tem spopadu. Jaz mislim, da zdaj celo ni več favorit ta hip, ne, to zdaj govoriva, lahko da bo nedeljo že vse drugače, ampak ni po mojem več absolutni favorit nekdo, ki prihaja iz leve. Ne. Zdaj se mi zdi, da je dokaj realna šansa, da pač ta desna politična opcija dobi predsednika, ker Logar je res neko kampanjo speljal ful dobro. No. V ozadju je pa tudi seveda spopad, ne, ko se odvija spopad za te zadnje milijarde, ne, tranzicijske državnega poveženja, tako se tudi odvija spopad zdaj med temi strici in nečaki. Ne. To se vidi, ne, Golob na eni strani, Kučan na drugi strani, pri čemer se mi zdi, da
da je Golob mal zaveden s strani podpore medijev, ne, ampak da to še nič ne pomeni v kakšnem spopadu z Kučanom, ne, da Golob nikoli ne bi bil predsednik vlade, če Kučan ne bi v nekih momentih posegel v kampanjo, takrat, ko je pač povedal, da Golobova plača ni problem, ne. Iz tega bila velika afera, ampak jo je Kučan ustavil, ne. Tako da se mi zdi, da tukaj včasih imamo občutek, da se Golob niti ne zaveda te teže svojih besed, ki jih izgovori, ne. In mislim, da ta stvar še ni tako, bom rekel, končana, ne. In očitno je zdaj vsaj v tem prvem krogu Kučan stavil na pravega konja, ne. Golob pa znova ne, ker Golob je, bom rekel, kratko odnesel, je ustrelil kozla že z Marto Kos, ne. Zdaj pa očitno bo tudi z Brglezom. Zdaj, na desni strani recimo imamo pa dva kandidata, ki sta po svoje si konkurenca na eni strani, po drugi strani pa v teh soočenih javnih nastopih izpadata skoraj nekako kot neka kolega, recimo, ne, ko nastopata skupaj na soočenih, recimo Janez Cigler Kralj in pa Anže Logar. Ne. Po eni strani bi lahko rekel, da tudi Janez Cigler Kralj morda tukaj krade glasove Logarju, da ne bi mogel dobiti zmage v prvem krogu, kot sem omenil. Po drugi strani pa Janez Cigler Kralj zastopa precej drugačno recimo kampanjo, zelo jasne, sproščeni nastopi, jasne vrednote, ne boji se recimo tukaj se izpostaviti tudi za določene teme, ki so morda nekako pri mainstream medijih negativno sprejete. Ne? Recimo jasno se je postavil proti družinskemu zakoniku, proti posvojitvam otrok, medtem ko je recimo Logar tukaj precej bolj nevtralen, bolj, kako bi rekel, neki sredinski, se izogiba jasnemu opredeljevanju. Ne? Kako recimo gledaš na ta spopad na desnici? Se tu v principu se mi zdi, da je treba v bistvu Kralja pohvaliti, ne? Ker on ima res neko straight kampanjo, ne odstopa zato, da bi mogoče dobil še kakšnega volivca, ne? Recimo na sredini proti levi. Ne? On se res drži, ne? Teh svojih načel, ne? Oziroma pač teh načel, ki jih ima stranka. To se mi zdi, da je bilo vidno tudi na kongresu. Ne? Jaz nisem bil tam, so mi kolegi pripovedovali, ne? Da je bil pač Kralj nek straight v teh svojih pozicijah. Ne? Je pa to vse vprašanje motiva, ne? S katerim greš v predsedniško tekmo. Zdaj, na podlagi tega, kako se Logar postavlja v kampanji, vidim, da pa njemu je res velja ta motiv, da želi zmagati. Ne? Kralj pa očitno želi, bom rekel, ne vem, mogoče pač promovirati, ne, recimo stališča njegove stranke, mogoče tudi svoja, mogoče to del neke ambicije tudi njegove, ne, da je potencialno lahko kakšen kandidat za predsednika te stranke v prihodnosti in tako dalje, če dobi tukaj nek velik odstotek glasov. Tako da vse te stvari, ampak mislim pa, da je on zelo, ko bi rekel, zelo pošteno je oddelal, dobesedno pošteno je oddelal kampanjo, kar zadeva njegova osebna stališča in kar zadeva stališča stranke. Tu mu je treba priznati. Ne. Jaz vidim, da so celo nekateri, bom rekel, privrženci te skrajne levice so, vidim v teh debatah, so celo malce razočarani nad Kordišem, ker da je premalo lev, ne? Da je zdaj med kampanjo šel, da gre preveč na sredino, da je prenežen postal. Ne? Ampak pri Kralju pa recimo obratno tega ni čutiti. Ne? On dejansko v teh svojih stališčih, kot si že povedal, ne, ni v bistvu niti za hip odstopil. Ne? Jaz sem celo mislil pa sem, no, pa to je moj občutek, no, da je morda, ne vem kakšni bodo rezultati, ampak da je, pač gledam rezultate na podlagi teh anket, da je morda so bila pričakovanja njega osebno in morda tudi stranke, ne, vendarle nekoliko višja, ne, kot mu recimo zdaj kažejo te ankete. Ne. Ampak kaj se bo zgodilo v nedeljo? Ne? Ja, ga lahko recimo nek tak šibkejši rezultat, rezultat manjši, kot ga je stranka dobila recimo na parlamentarnih volitvah. To je vedno problem. To je, mislim, pokopljen, ne, ampak verjetno te malo ustavi, ne, če imaš mogoče recimo kakšne, bom rekel, te strankarske ambicije. Ne. Vidim tudi, da Kordiš po mojem intimno tekmuje za tistim odstotkom, ki ga dobila Levica na volitvah. Ne. Tudi zdaj jaz nisem kaj spregledal, ampak vidim, da Luka Mesec nikjer ni podprl na polno, ne, te Kordiševe kampanje. Ne. Zdaj, pri Novi Sloveniji je to obratno, tudi nekaj angažira in tako dalje. Ne. Ampak na vsak način te po mojem ti je to osnovno merilo, da želiš dobiti več, kot je dobila tvoja stranka, če greš na predsedniške volitve. Ne.
Še en kandidat brez stranke, Vladimir Prebilič, se je v zadnjem tednu nekako izstrelil iz tega repa, kjer je bil praktično celotno kampanjo, zdaj je nekje na 4. mestu, predvsej vmes, nekje na 10%, ga zdaj uvrščajo. Kje je bil prej? Kaj se je zgodilo? Zakaj se je recimo šele tako pozno nekako uspel sprostiti, pokazati neke svoje barve v kampanji? Prej je bil predvsej neizrazit. On je tako, pač je nek, bom rekel, nek mehen fenomenček v tej politiki. Nekateri, ki so z njim sodelovali, mi pravijo, da je pač on, da je on ti politika, ki bistveno ima pretirano dobro mnenje o sebi, bistveno manj da. Je pa vreden v resnici. Ampak tukaj se mi zdi, da je imel vedno te ambicije predsedniške. To je imel že ves čas, da že neki leto, 2, 3 je o tem pač se govorilo. Ampak se mi zdi, da je v nekem momentu malo zgrešil kampanjo. V nekem momentu, ne vem, zakaj je to naredil, je šel preveč na levo znotraj kampanje. Zdaj se je pa malo spustil in zdaj, kot vidim, ko imam občutek, ne morem to podkrepiti z nekimi analizami, da on v principu zdaj dobiva neke glasove na sredini, ki mu jih dajo, po mojem, ljudje, ki so razočarani nad Natašo Pirc Musar in Brglesom, niso pa pripravljeni ali pa še pripravljeni dati glas, recimo Logarju. To imam ta občutek. Zdaj, to se bo potem videlo šele v tem drugem krogu. Ampak zdaj, malo me pa vseeno moti, ampak to je pač značilnost teh slovenskih politikov, ta neverjetni oportunizem. Se mi zdi, da je zdaj pač veliko izgubil na nek način s tem, da je vložil kampanjo za župana. Ker to zdaj pomeni neke vrste špekulacijo. Zdaj, kakokoli pač obrnemo, tako to je. In to se mi recimo ne zdi, če greš v predsedniško tekmo od deli do konca, to tako po mojem, kot tudi bilo takrat, ko je Šarec kandidiral za predsednika republike in je izgubil volitve in še isto večer na tisti v Cankarjevem domu povedal, da bo šel na parlamentarne volitve. Te stvari niso mojemu redu, ampak kažejo nek taki prijajen, ta oportunizem velike večine slovenskih politikov, te njihove ves čas neke kalkulacije. In to tudi mislim, da je ta glavni problem Brgleza, da so ljudje čutili, da je v principu nek velik oportunist, ki kandidira zadnji hip in tako dalje in zato mu ni uspel ta prodor. In to me v principu mene malo moti pri Prebiliču. Mogoče še to več kandidatov. Po svoje pa v bistvu je pa ena fascinantna stvar okoliščina pri temu Prebiliču. Zaposlen na faksu, predava in za svoje župansko delo v Kočevju ni plačan. On je, kako bi rekel, župan volonter. Mislim, volontersko vodi tako veliko občino, kot je Kočevje, to pa ni tako majhna stvar. Zdaj, nekaterim kandidatom so se pojavili razni škandali, Nataša Pirc Musar recimo s temi konglomeratom podjetij njenega moža, Miha Kordiš s svojo Nivo socialnim podjetjem, kjer ni zaposloval ljudi, čeprav bi jih po statutu moral. Po drugi strani recimo Milan Brglez, ko se je zapletel v tiste laži okrog te resolucije o totalitarizmih, ki je recimo kot edini slovenski poslanec ni podprl. Kako recimo taki škandali vplivajo na odločitve volivcev? Ja, vse to, kar si zdaj naštel, to v principu niso škandali, ker to so dejstva. To so dejstva. Zdaj pri Nataši Pirc Musar je mogoče zame, ker sem mal insider medijski, problematično to, da so nekateri mediji to še pod narekovaji šele zdaj odkrili. Vse te stvari v Nataši Pirc Musar so bile znane že, ampak zdaj pač prej so jo ti isti mediji so jo to spregledali, zdaj so pa isti mediji pač to dajali na veliki zvon. Ampak to niso škandali, to so dejstva in prav je, da te stvari pridejo ven. In zdaj, če ti kandidiraš, mislim, ker škandali, jaz mislim, da to je neka stvar, ki je tako malo na meji, ker je tudi malo izmišljena. In zdaj, če ti kandidiraš za predsednika republike, pač moraš vedeti, da bodo te stvari potencirane. Da se bodo, tudi če se to že ve, da se bo to še enkrat obnovilo. To se mi zdi, da je Dejan Štambuh zadnjič v enem komentarju kar dobro povedal, da kandidirajo ljudje, ki nimajo pospravljenih umar. To je fascinantno. In nisem pa vedel za to zgodbo z Nivo. Mislim, ta zgodba z Kordiševo Nivo je pa fascinantna, ker so ga ujeli. Ujeli so ga, on je pa res ujet na infragranti, ki se je sam pohvalil. In se tu prav vidi, kakšen odnos imajo ti ljudje do pravne države. Za njega to ne velja, kar zame pa zate recimo velja, za njega to preprosto ne velja, to se je videlo. In tudi večina medijev to na nek način akceptirala. Se gre kar mimo tega, drug dan bi mogel imeti inšpekcijo.
on. Ne? Ampak mislim, da je to vse nekako, bom rekel, najeda te. Ne? Čeprav Kordiš v tej bitki nekako ni bil resen kandidat in zato mogoče ni prišlo do izraza, recimo ta škandal več, kot bi ga lahko bil, ampak država bi tukaj mogla svoje napraviti. Ne. Zdaj, Brglez je pa problem, za me ni bil problem samo to, da se je pač zlagal, ampak tu mislim, da se je zlagal zato, ker so mu ta njegova ideološka podstat, ne, mu ni dala miru, ne, in zaradi tega je pač, bom rekel, po svoje oblikoval to resolucijo, vse tak je moj občutek, no, ker ne mogoče, da bi on to spregledal. Ne. Resno ga je pa načel ta škandal, po mojem, tudi okoli šahovske zveze, ne, ker tukaj kar okoli obrneš, dejstvo je, da je on pogojeval svojo izvolitev, ne, mislim, lobiral je za svojo izvolitev in s tem, da je zagotavljal denar nekega državnega podjetja. Ne. To je v Nemčiji odletiš, ne, v naslednji sekundi, če te potem razkrijejo. Ne. In še potem, ne, ko so ga pa razkrili, se je pa bralo tako bizarno, ne, češ, da je razkritje tega škandala napad na vse šahiste sveta, na šah kot šport in podobne zgodbe. Ne. To se pa vidi, kako ti politiki so ves čas bili navajeni živeti in delati v neki medijski vati, ne, da ga potem nišče ne sme nič neprijetnega vprašati, ne, vse je potem nek napad in tako dalje. Tako da se mi zdi, da Musajevo pa Brgleza so te stvari kar načele, Kordiša po mojem pa ne zaradi tega toliko, ker ni resen kandidat za to, da bi lahko dobil to funkcijo. Ne. Še ena zanimivost, v 2 televizijah so imeli moža Nataše Pirc Musar tudi prisotnega, recimo ona se je izgovarjala večkrat, da ne ve za posle svojega moža. Kako to, da niso izkoristili priložnosti recimo in njega potem vprašali, kako kaj te posli laufajo? Tam ga po mojem niso pa spraševali, ker pač ni bil tam pač, bom rekel, te partnerje se sprašujejo neke druge stvari, kako kuhajo in se te stvari ide pa tako, ne. Ampak ta zgodba s tem Musarjem je iskreno nenavadna, ne. Šef kabineta, oziroma da je šef kampanje, ga umakne kot šefa kampanje, zato da ga ne bi več, da se ne bi več izplavil in ga potem hkrati pelje na televizijo. Pa tako, ne. In te njene besede, no, jaz mislim, vsi, ki poznamo Natašo Pirc Musar, vemo, ne, prvič, da verjetno je celo glavna v tej družini, ne, da bi posli, ne, od katerih oba dva živita, ne, šli mimo njene vednosti, je nemogoče. Ne. In jaz sicer ne vem, kako si ona to predstavlja, ampak volivci, vse to slejko prej volivci vidijo. Vse volivci vidijo, da imaš hišo in da voziš Bentleyja in da se vse to ne da naredi za 1300 € in neto plače. Vse to je vsakomu jasno. Ne. Ker tista hiša, ki sem jaz videl s tistimi posnetki, ki jih je pač Rebeka Dremelj pokazala, ko je obiskala, tam je lepo, tam ni nobenega artikla pod 500 € nota. Ne. In to je nemož, ne. Zato mislim, da bo ona imela zelo velike težave, no, v drugem krogu motivirati neke leve volivce, tudi potem, ko se sprla s Kordišem in tako dalje, ne, da bodo prišli njo voliti, ne, proti recimo Anžetu Logarju. Ne. No, zdaj, ko smo pri medijih, ne, in tej navajenosti na to medijsko prijazno obravnavo, ne, se zdi, kot da si želi zdaj koalicija, posebej na čelu z Mojco Šetinc Pašek, ne, zagotoviti to prijazno medijsko obravnavo tudi v prihodnje in so začeli zdaj to parlamentarno preiskavo, ki je po svoje smešna, ne, še izločili so zdaj Žana Mahniča ven iz nje in Janeza Magyarja, ne, ki sta bila člana iz SDS-a, češ, da sta zdaj priči, ne samo ona dva od poslancev. Kako tudi tvoj portal je bil med temi, ki so preiskovani, češ, da je šlo morda za neke nedovoljene povezave med politiko in mediji in financiranjem kampanje, seveda zgolj samo ene stranke, ne? Kako v neki demokratični državi v 21. stoletju imamo preiskovalno komisijo, ki se tako parcialno loti teh stvari? Ja, to je neka taka patologija, ne, te slovenske družbene pa medijske scene. Ne, ti mediji pa nas ne glede, pač, da so ti privatni, da imamo zdaj neke privatne medije, ampak so jih dobili so jih, ne, to sem jaz pač doživel to konkretno usodo, sem videl, kako se te stvari grejo, ko sem kupoval, ne, Delo revije, ne, takrat sem pa videl, ne, ko sem pač jaz kupoval, je ostala cena 4 milijone evrov. In ko sem pač jaz bil prisiljen na tem obupati, so jih prodali za 1 200 000 kasneje, ne, mesec, dva kasneje, pa še to v neki kompenzaciji, ne, tema bivšima lastnikoma Večera, ne, Haklu pa Todoroviču. Tako da tisti, ki so pač imeli moč, so poskrbeli, da so medije sicer privatizirali, samo dobili so jih skrbno določeni ljudje. Ne. In v principu se pri medijih, ne, se ni zgodila neka taka normalna demokratizacija, kot se je recimo zgodila v pravosodju,
pa delno tudi v policiji. Ne. In to zdaj pač prihaja na dan, je neke vrste, bom rekel, posledica tega. Ne. Zdaj, pri tej gibanju Svoboda, pa pri tem Golobu, pa vidim tudi nek dodaten problem. Ne. Ono je v principu res nastaja neke vrste slovenski Orban, ne, v nastajanju. Vsaj kar zadeva odnose recimo do medijev. Ne. Očitno na podlagi teh preiskav pa tako vidim, da želi imeti kontrolo praktično nad vsemi mediji. Ne. Če pa že slučajno ne more imeti kontrolo nad mediji, jih je pa treba nekako blokirati, odličiti in tako dalje. In to se zdaj v principu tudi skozi to preiskavo pravzaprav dogaja. Ne. Ja, zdaj, kontrola se kaže tudi v tem, da je pravzaprav kadrovanje praktično potekalo vsaj v teh pomembnejših energetskih podjetjih, kjer se zdi, da ima Golob največ interesa, ne, povsem po tej brutalno njegovi liniji iz GEN-I-ja praktično zaposlenih. Ne. Vlada po svoje pravzaprav kadruje, ne, v tem času, ko mi spremljamo volilno kampanjo za predsedniške volitve, dobesedno po vrsti. Ne. Vse, ki so pa nezaželeni, so pa nekako poslali neke kazenske kolonije oziroma neke urade, kjer potem delajo delo, kjer ni recimo sploh nekako jim pisano. Ne. Ja, zdaj, mislim, jaz pač veliko nekih takih novih prijemov zdaj ugotavljam. Ne. Eno je to, kar si že omenil, ne, da se ne kadruje se po tej strankarski liniji, ne, ampak čisto po tej zasebni liniji, ne, Roberta Goloba. Vse, kar zadeva recimo energetiko, ne, mislim, strogo. Zasebni, družinski, pa ti njegovi poslovni partneri teh njegovih podjetij, ki jih je imel. Ne. To je res precej orbanovsko. Ne. In tudi danes, če se recimo pogovarjaš s kakšnimi temi socialdemokrati iz vlade in tako dalje, jamajo, da nimajo v bistvu dobenega vpliva. No. Sploh ne pridejo nekako zraven. To je recimo nek nov element in drugi element je pa to, da se brutalno menjuje kadre sredi mandatov. Ne. Recimo to, kar zadeva, govorimo o državnih podjetjih, to se recimo med vlado Janeza Janše to ni dogajalo. Ne. In tudi recimo na televiziji to ni dogajalo. Janše je tam počakal, ne, da bo pač Kaduncu, generalnemu direktorju, iztekel mandat. Ne. Počakal je, da se iztečejo, in tako ni okej, ne, da se iztečejo mandati vsem programskim svetnikom po teki zakoniti poti. Ne. Zdaj se pa gre direktno, ne, zdaj se pa govoriš, ne, vsi ti tako imenovani odstopi iz osebnih razlogov, ne, pa vsi ti sporazumni odstopi, vse to je sred mandata. Ne. In kar je zanimivo, nihče od medijev se ne vpraša, ne, kaj je zdaj s temi dodatnimi odškodninami, ker vsi ti ljudje, ki zdaj prostovoljno odstopajo, pa sporazumno odidejo, dobivajo odškodnine. Ne. Včasih je bil to velik problem, ne. So mediji o tem pač poročali. Ne. In to vse stane davkoplačevalce. Ne. Tako da je ta kadrovska slika je v bistvu strahotna, ampak ni pač prisotna v medijih. Ne. In ker ni prisotna v medijih, je v principu ljudje sploh ne čutijo. Ne. Zdaj, še ena zadeva se je odvila ta teden. Danes recimo, ampak še ta recimo, rekel, še ta je zanimiva okoliščina. Ne. Čim mediji zapišejo, ne, da recimo ta direktor, pa ta član uprave je bil član SDS-a, ne, naprimer, ne, je takoj dovoljena njegova zamenjava. Ne. Kot da bi šlo za člana neke mafijske družine, skritega, ne pa za člana neke legitimne politične stranke, ki pač funkcionirajo v javnem prostoru. In je v bistvu tudi dovolj velik argument, da se nekoga zamenja sred mandata, tudi če se mu plača odškodnino, pa gre to iz najnega žepa, samo zato, ker je bil pa član SDS-a. Ne. Ja, si po svoje to, kar sprejeli smo to kot nekaj normalnega, da je SDS oziroma nasplošno nek ta desni pol kot nek fašističen, kot nek nedemokratičen, mračna sila. To zdaj ni več fašist, ne? Zdaj si mračna sila. Ja. Zdaj, v četrtek so kandidati za župane morali vložiti kandidature, zdaj je nekako znano, kdo bodo kandidati za župane v posameznih mestih. Kje se ti zdi, da so nekakšna največja presenečenja? Si kje bil presenečen? Mogoče sem malo presenečen na tem, da recimo se je za kandidaturo odločil Franc Kangler. Mene je to malo presenetilo. Dobro, pač zdaj vsak človek drugače razmišlja, pa jaz razmišljam drugače kot Kangler, ne, ampak se mi zdi, da je nekako po tem, ko je pač zgubil te zadnje županske volitve, da ne bo več kandidiral, ampak potem sem z njim govoril in sem ga vprašal in rekel, pogledajte, jaz sem zdaj upokojen, nimam pravzaprav kaj izgubiti, ne, in grem pač še enkrat poskusiti na te volitve. Ne. Je pa tako, no, da je mogoče ocenil, da pač nekako je že minil
ta čas, ko bi bil tam neki anti-Kangler efekt v Mariboru, pa tudi kandidati, ti njegovi protikandidati niso posebej tako, bom rekel, neki blazno dobri kandidati, tako da je mogoče res vseeno, da ima neke možnosti. Jaz mislim, da drugi krog se bo zanesljivo pa je bil, zdaj vprašanje potem pa kaj bo šlo naprej. To se mi zdi zanimivo, pa se mi zdi na nek način zanimivo, zakaj recimo je prišlo do tega, da v Ljubljani ne kandidira Hojs, ko imamo občutek, da bi lahko celo prišlo do kakšnega dogovora, da on ne kandidira, ker Hojs bi bil zanimiv, bom rekel, nasprotnik v teh debatah okoli Jankovića, predvsem glede na to, ker je Janković precej pod Janšo nekaj časa paktiral za to vlado, ki je vodila SDS. In se mi je zdelo, da bi lahko kakšne podobnosti tukaj na javni sceni prišle ven. Zdaj ostalo pa, kar sem imel pa občutek, nekateri kandidati, ki jih zdaj za župane, ki jih te stranke zdaj so pokazali v javnosti, mislim, človek, ki komi najde na Google, Tako da so očitno imeli blazne kadrovske težave pri naboru teh kandidatov župane, kaj šele potem za svetnike. To, kot vidim, kaže, da se ljudje v principu nočejo več nekako odločati za vstop v aktivno politiko. Zdaj, v Ljubljani so na eni strani Zoran Janković, ki kraljuje na levi, nobena razen Levica, recimo od levih strank, nima svojega kandidata. Na desni strani pa po eni strani kar soočenje štirih, SDS, NSI, SLS z Tino Bregant in recimo še Glas za otroke z Alešem Primcem. Kako to recimo... Ja, to čeprav, jaz ne vem, meni se recimo zdaj tako, če bom rekel, pač se mi zdi najbolj normalna kandidatka, se mi zdi recimo Tina Bregant. Pa jaz se tudi mogoče nje ne bi štel, čist nekako, ne bi avtomatično postavil na desno. Meni se zdi bistveno bolj nekako sredinska. Tudi tam kot državna sekretarka mi je bila takrat ok. Videl sem, da je tudi Pop TV, ko je najavil njeno kandidaturo, so jo najavili zelo v negativnem kontekstu. Ampak tukaj se mi zdi, da je to v principu na nek način tudi velik poraz te levice, da ne uspe v tolikih letih, po vseh teh očitkih, ki letijo na Zorana Jankovića, mu dati nekega resnega protikandidata, protikandidatko. Bo pa za Jankovića verjetno precejšen neuspeh, če ne bo izvoljen v prvem krogu. To, kar sam zdaj sicer pravi, da bo. In je po mojem je pa njemu tudi veliko vprašanje zanga predvsem, kako bo z njegovo listo. Če bo pa on recimo zdaj uspel v tej situaciji zmagati kot župan in potem celo morda v prvem krogu in potem še imeti absolutno večino, absolutno večino v mestne svete, bo pa dobesedno kralj Ljubljane bo postal. Še čisto za zaključek, zanimiv spodrsljaj se je zgodil ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu, ko je v Odmevih v pogovorih glede plina Španijo in Portugalsko označil za otoški državi, potem še dodatno rekel, da sta ločeni od celinske Evrope. A gre tle za nek lapsus, gre tle za neko absolutno neznanje geografije, recimo za nekoga, ki je na položaju ministra? Ne, vidim, da je Žiga Turk, mislim, da je napisal, da se je Han neki zmotil, kako da je imel lapsus. Pa jaz mislim, da ni šlo za lapsus. Zdaj ne trdim, da ima slabo, mislim, ok, pač, če ni šlo za lapsus, ima res pomanjkljivo znanje iz geografije, ampak nekaj se mi zdi to, da je to bom rekel, nek odraz nekega nivoja, ki ga ima ta vlada, ta ministrski zbor. Ker zdaj tudi Hanu večkrat očitajo, da ima pomanjkljivo pač izobrazbo in tako dalje, mislim, da ima neko srednjo ekonomsko šolo ali kako nekaj podobnega. Ampak tudi tisti, ki so doktori znanosti v tej vladi, so pravzaprav neke vrste, kot pravimo, idioti. Se pravi samo ta, bom rekel, svoje področje in to je na nek način, po mojem, tako odraz. Tako da jaz mislim, da tukaj ni šlo za lapsus. Jaz se bojim, da je Han, zdaj ve, da temu ni tako, ampak da je Han do nedavnega mogoče res mislil, da sta Španija in Portugalska v otoški državi. To, da bi on razmišljal, to, kar sem bral, ta novinarka Lončarjeva iz N1, se mi zdi, da pravi, da je Han verjetno imel v mislih energetski otok, mislim, da on ne razmišlja o teh kategorijah. Evo, tako nekako
Do konca so prišla pregleda današnjega tedna. Zdaj v tednu, ki je za nami, je odmevalo še nekaj stvari, in sicer Liz Truss je odstopila z položaja britanske premierke in vodje britanskih konzervativcev po zgolj 2 mesecih na tem položaju, kar je najkrajši premierski mandat v zgodovini Združenega kraljestva. Vladajoči konzervativci bodo prihodnji teden izbrali novega predsednika stranke in s tem tudi novega premierja. Rusija je v vseh 4 regijah, ki se jih je priključila v Ukrajini, razglasila vojno stanje, kar ji omogoča omejevanje gibanja, izvajanje policijske ure, cenzuro in krepitev vojaške prisotnosti v teh regijah. Istočasno so začeli tudi evakuacijo Hersonske regije na desnem bregu Dnepra. Vojno stanje je razglašeno tudi v regijah Rusije, ki mejijo na Ukrajino. Zaradi ruskih obstreljevanj je močno poškodovana tudi električna infrastruktura po večjem delu Ukrajine, zato se vsa država pripravlja na redukcijo v oskrbi z električno energijo. Iran pretresa smrt še enega dekleta, in sicer 16-letne Asre Panahi, ki je umrla po brutalnem pretepanju strani varnostnih sil, ker skupaj s sošolkami ni želela peti himne, ki slavi ajatolo Homeneja. Iran sicer že več kot mesec dni pretresajo protesti, potem, ko je v zaporu zaradi napačne nošnje na glavne rute umrla 22-letna Mahsa Amini. V centru za tujce v Postojni gladovno stavka 12 državljanov Pakistana in Indije, protestirajo, ker jim je med postopkom pridobivanja mednarodne zaščite odvzeta prostost. Omenjeni so sicer za azil zaprosili že drugič, v času prvega postopka pa so iz Slovenije predčasno odšli, čeprav do konca postopka ne bi smeli zapuščati države. Tako, hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnjega tedna, ko se znova vrnemo, spremljajte dogajanje na portalu Domovina in v tedniku Domovina. Do takrat pa nasvidenje.